Ustavno sodišče pa se ne deli zgolj na moški in ženski del, ampak je njegova sestava bistveno bolj kompleksna. Da nam olajša razumevanje najvišjega sodnega organa, je z nami dežurni analitik Admir Baltić. Admir, pozdravljen. Dober večer. Admir, Ustavno sodišče je, kot kaže, dobesedno razumelo ime svoje inštitucije in je ustavilo izvajanje novega zakona o RTV-ju. Res je, zato sem poskušal razumeti, kako je prišlo do take odločitve. Admir, izvoli. Izvoli. Spoštovani, tukaj je analiza odločitve Ustavnega sodišča. Samo gola analiza, brez mnenja. Mnenje smo podali že na referendumu. Tako kot je ljudstvo z večino glasov podprlo novi zakon o RTV-ju, je sodišče z večino glasov isti zakon dalo na hladno. A ni šlo gladko. Rezultat 5-3 priča, da je bila tekma napeta. Tekma med sodniki in sodnicami. Prav ste slišali, vse sodnice so bile za to, da se volja volivcev in volivk spoštuje, vsi vpleteni sodniki pa so menili, da izid referenduma ni zares tako pomemben. Lahko bi rekli, da se vodilni na RTV-ju za ohranitev svojih stolčkov lahko zahvalijo samo dejstvu, da na našem ustavnem sodišču še vedno vlada izrazito spolno nesorazmerje. Poglejmo še druge demografske kazalnike. Sodnice, podpornice volje ljudstva so v povprečju za 6 let mlajše od svojih moških kolegov. Mladost je torej na strani novega zakona, starost pa na strani novih informativnih oddaj na drugem programu naše televizije, ki pa jih še vedno nihče zares ne gleda. A pustimo te klasične demografske kazalnike in si poglejmo tiste, ki res štejejo. Kako je horoskop vplival na odločanje? Hoteli smo preveriti, a PR služba Ustavnega sodišča nas je poučila, da ima horoskopsko znamenje sodnikov in sodnic status državne skrivnosti. Državna skrivnost je tudi osebno mnenje sodnikov o tem, ali je zemlja ravna ali okrogla. Razumljivo. Kar pa ni skrivnost, je način ogrevanja, ki ga sodniki in sodnice uporabljajo doma. A ta ni imel odločilnega vpliva, saj se tako sodniki kot sodnice doma grejejo mešano. 2 kurita na drva, 3 se grejejo na plin, nekaj je toplotnih črpalk, za enega pa se govori, da ga greje ljubezen do lastnih doktoratov. Edini statistično relevanten kazalnik, ki smo ga še uspeli odkriti, je vprašanje, kje sodniki in sodnice počitnikujejo. Presenečeni ali ne, Krk je premagal Cres. A vseeno se nam zdi, da bi bilo preveč tendenciozno, če bi trdili, da je otok Krk botroval k zakrknjenosti mnenj naših ustavnih sodnikov. Hvala, Admir. Hvala, zanimivo, ne? Ja, res zelo zanimivo. Ful še klipov imamo kle, lahko vse pogledate. Hiter se, oj, hiter se, subskraj, bate!